Dober večer vsem skupaj. Upam, da se slišimo, tudi vidimo. Pa mi malo v chat napište, če se vidimo, slišimo. Aha, Helena piše, super. Super, pozdravljeni. Odlično. Zdajle napreden začnemo, bi vas rad opozoril, da pišete vprašanja v chat in da bodo ta vprašanja potem, če nam bo še kaj časa ostalo na konec, tudi odgovorjena. Tako, očitno stvar deluje. Ura je 7:01, tako da bi jaz kar s tolo predstavitvijo začel, pa kot že rečeno vmes vprašanja potem naslavljate spodaj, se bodo vprašanja potem tudi pojavljala. Takole, me veseli, da ste se udeležili spet enega izmed webinarjev, ki vam ga ponujamo. Danes je tema, kot veste, preverjanje in ocenjevanje znanja. Seveda sem se tudi sam kot učitelj spraševal, kako bi učence ocenjeval nadaljavo, predvsem v teh časih, v katerih smo. In z določenimi orodji sem se srečeval že pred tem, tudi v razredu. In ker ste nazadnje zbrali orodje, to je to, bomo potem mi danes tudi eno orodje šli malo bolj podrobno pogledati. Zdaj pa samo malo na hitrco, tale malo zakonske podlage, kar se tiče pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanja učenca v osnovni šoli. To definitivno vsi poznate, jaz se opravičujem, če je kdo iz srednje šole. V osnovni šoli piše, da moramo učence preverjati na različne načine. Seveda pri učencih preverjamo standarde znanja. Formativno sem si jaz zamislil nekako kot pred, med in ob koncu snovi. To recimo delamo skozi, Ocenjevanje je pa tisto sumativno, In tisto orodje, ki ste si ga vi nazadnje zbrali, tisto UDLU, ravno omogoča to, Se pravi formativno in pa sumativno. Zdaj, če je kdo v pomisleku, kar zakonodaja pravi, ocenjujejo se učenčevi ustni odgovori, pa pisni, pa likovni, pa tehnični, pa praktični in drugi izdelki, projektno delo in nastopi. Jaz mislim, da tukaj ne bi smelo biti težav, tudi če mi vključimo ocenjevanje takšno, kot smo si ga recimo zamislili danes. Zdaj pa, da vas malo spomnim, upam, da ste tisti, ki ste bili nazadnje z mano, tudi danes tukaj. Nazadnje ste glasovali, da si želite bolje spoznati orodje po imenu UDLU. Na drugo mesto ste dali Quizzes, na tretje mesto ste dali Edpuzzle, na četrto mesto ste dali GoFormative in na peto mesto ste postavili Spiral. Zdaj domnevu sem glede na vašo anketo, da vas UDLU res zelo zanima, Spiral mogoče malce manj, ampak vsa ta orodja, ki sem jih jaz vam dal v anketo, so še kako uporabna tudi za preverjanje, konec koncev pa tudi za ocenjevanje. Definitivno se vam je postavljalo tudi vprašanje objektivnosti ocenjevanja, Saj veste, a se bo kaj prepisovalo, a se bo lahko dalo copy-paste varianta itd. Verjamem, da se vam je tudi porajalo to vprašanje, tudi meni se je, pa vendar so ta orodja narejena tudi tako, da se lahko kvize recimo časovno omeji. Ali pa se kvize da takrat, ko recimo imamo učno uro v živo in je link recimo šele takrat poznan. Tako kot sem vam rekel, zdaj danes, nazadnje sem vam obljubil, tudi vaše komentarje sem prebral in sem bil vesel vsakega komentarja, tako pozitivnega kot negativnega. Moram reči in se vam tudi zahvaljujem, da sem dobil zelo veliko pozitivnih odzivov z vaše strani, tako da sem za danes še bolj motiviran kot prvič, Pa tudi malce manj me je strah, moram priznati. V glavnem, danes vam bom predstavil orodje, ki omogoča formativno in sumativno spremljanje znanja oziroma ocenjevanje, preverjanje, da nam zdaj vse pobrklo.
Za tiste, ki ste mi pa pisali, da je mogoče zadeva malce prehitro razložena, sem pa vam pripravil tolo predstavitev, bo tudi vam na voljo. Tale PowerPoint boste vi lahko dobili in v ta PowerPoint sem vam jaz vključil eno QR kodo, ki jo lahko z vašimi pametnimi telefoni slikate in vas bo popeljala na moj dokument, ki je narejen v PowerPointu in notri imate potem, bom jaz tako rekel, ne, tisto klasiko, tisti PowerPoint, lepo počasi po korakih, kaj je pomembno pri Udluju. To vam dam kot dodatek današnje predstavitve. Če boste pa recimo, če pa ne boste kode skenirali, ne, pa boste pa v tem PowerPointu klikali in tlele dol imate klik in vas pelje v oblake moje in boste tam lahko vse pregledali. Zdaj, že nazadnje smo Udlu sprobali, ne, preizkusili. Zadeva je šla kar malce hitro čez, tako da danes si bomo pa res pogledali tisto, kar Udlu ponuja, ne. Kot vidite že na prosojnici, Udlu je spletna aplikacija, ki omogoča formativno-sumativno, omogoča veliko vrst vprašanj in meni osebno je bila ta zadeva malce nepoznana. V zadnjem času sem jo pa vzljubil in tudi otroci jo zelo radi uporabljajo, tudi v šoli, tako da vam vse govorim iz prakse, mi se teh orodij oziroma predvsem Udluja zelo tudi v šoli poslužujemo, ne, predvsem tistih iger. Tako, Udlu, s prosojnice se vidi, da je zadeva dostopna na računalniku, na tablici, preko mobilnih telefonov, pa ni važno, kjer sistem uporabljate. Če bi se našel mogoče še kdo, ki ima kakšen drug sistem na telefonu, potem moram razočarati, ampak jaz mislim, da pretežno smo na Googlu ali pa na ta drugi, ne, platformi. Zdaj, Udlu je dostopen za učence, Udlu je dostopen za učitelje je brezplačen, neka premium varianta vas stane pa 0,99 na mesec, kar se mi zdi za orodje, ki toliko veliko ponuja, smešna cena. Dobesedno pa tudi starši, mislim, da neki doplačila oziroma tudi $1 na mesec, ne vem, nisem preveril, starši pa lahko tudi recimo se prijavijo v sistem in praktično lahko svoje učence spremljajo. Tako, tole je bilo malo za uvod. Zdaj bi šel pa jaz kar na Udlu in bom tolo zadevo malo zaprl in bom delil takole. Pa mi boste napisali, če vidite moj zavihek. Takole. Ok, grem jaz zdaj malo nazaj pogledati na konferenco. V redu. Pa mi povejte, če vidite udlu.org. Ne. Ok, ne bela stran. Ok. Takole. Pa zdaj, ko sem šel na to stran, se vidi ali ne. To mi morate zdaj napisati, da ne bom da. Loading, ja, ne, nalaga. Da, 3 strani, ja, ok. V redu, očitno še malo nalaga. No, ta čas, ko se bom jaz prijavil na to spletno stran, bi zadeva morala že delovati. V glavnem, tako kot sem vam nazadnje povedal, Udlu omogoča kvize, preprosto tega ne bom razlagal, kako se prijaviti na spletno stran, vsi smo toliko pismeni, da vemo, kako, ne. Se pravi, opozoriti vas moram, da je treba recimo, če ne boste tako suvereni v angleščini, ki jo bo vmes seveda še tudi nekaj, kar se ni sproti prevajalo, da si lahko jezik zamenjate tukaj spodaj, ne. Greste na jezik in si ga zamenjate takole in slovenščino sem prevajal jaz, no. Tudi tlele imamo potem zahvale, pa hrvaški kolegi, pa francoski. V glavnem, moram vas opozoriti, da sem to zadevo prevajal, ne da bi spletno stran sploh prej videl, tako da se opravičujem za vse napake, še posebej pa anglistom, ne. Uporabniško ime geslo pač vnesete in potem greste v sistem. Zdaj, kaj vam sistem ponuja, ne?
Takole bom na hitro to še malo nazaj. Ok, dajte mi še malo napisati, če se je tole videl, kar sem zdajle razlagal. Takole 1, 2, 3, da, ok, superca, bom jaz kar nadaljeval. No, zdaj tale Udlu vam ponuja veliko, ne, imate igre, ki jih sami kreirate, imate igre, ki si jih lahko z učitelji na šoli delite, imate igre, ki jih lahko prevzamete tudi od drugih učiteljev po svetu, ki to zadevo uporabljajo. Jaz upam, da nas bo čedalje več, kateri bomo tole uporabljali, zato vas vabim, da preizkusite. Se pravi, vsebina in igre, upravljaj skupine, analitika, nagrade, other stuff in pa podpora. Zdaj, tale upravljaj skupina, analitika, nagrade mi nič ne koristi, če nimam nobenih kvizov, ne? Zato moram jaz kvize kreirati. Kliknem na vsebina in igre, hočem šel mogoče malce prehitro, boste lahko vi te zadeve potem pogledali tudi na video posnetku, pa si vmes ustavljate, pa greste še enkrat čez, ne? Zdaj, vprašanja, teh se jih je nabral v zadnjih letih kar veliko, moram povedati, da sem to kar eno leto sem si zadal nalogo, da bom za vsako temo, ki jo imam pri zgodovini in za vsako temo, ki jo imam pri nemščini, naredil najmanj en kviz. Pa mi je skoraj uspelo, no, moram priznati, da za vsako temo pa res nisem naredil. Proti koncu leta, ki je bilo veliko ocenjevanja, nisem potem to kvizu delal, ne. Letos jih bom lahko pa porabil. Opozarjam vas, da te zadeve vam ostanejo, veste, to imate na spletu in kadar rabite, pač kliknete in se otroci lahko igrajo, ne. Zdaj, kako ustvarim zbirko vprašanj? Tukaj zgoraj ste videli, da sem kliknil na zbirka vprašanj. Ok, pa bom jaz ta vprašanja danes poimenoval Rokus, takole. Ne, in zdaj moram jaz tej zbirki vprašanj dodati tudi vprašanja. Zdaj, vprašanja lahko poiščem, če imam kakšna obstoječa, lahko pa vprašanja tudi sam ustvarim. To kliknem na ustvari vprašanje in boste videli, koliko veliko stvari mi ta Udlu sploh ponuja, ne. Pari, nam posebej razlagal, klikni na manjkajočo besedo, trditev na kartici, izbiraj med več besedili, pravilno, napačno, izbiraj med slikami, recimo za nižje, ne, razrede, je to zelo pomembno, ali pa priporočljivo, ali pa za kakšne vrtce tudi, ne, ko morajo slike zbrati. Potem poslušaj besedo, vnesi prevod, ne, jezikoslovci, razvrščanje, vnesi manjkajočo besedo, potem je ogromno fonetike, ne. Vidite, klikni na črko, da bo se beseda in se bo beseda črkovala, ne, click the letters to spell the word, itd. PopChat, priznam, nisem še uporabljal, ker se skozi nekaj dodaja, celo neke Lego kocke varianto so zdaj dodali, tako da kar preizkusite, vsekakor se pa spletna stran dostikrat tudi potem osvežuje, nikoli pa do te mere, da če se jaz na nov noter prijavim, ne, da rečem, wow, čist nov interfejs, ne, čist nova podoba, zdaj pa ne vem več sploh kam klikati. To pa ne, ostajajo zvesti uporabnikov. No, tu vi lahko ustvarite vprašanje, ne, recimo, pa boste iskali pare, vidite, pa boste dali vsebino tekst, lahko slika, tekst, slika, lahko date slika, slika. Pa bo kdo vprašal, kje pa jaz sploh sliko dobim? Jaz sliko dobim tako, da dodam vsebino, ki je vezana na vprašanje. Recimo, ne, boste videli, koliko imam jaz teh slik naloženih, ne, enih 17 strani, recimo, da bi jaz želel nekaj dati iz prazgodovine, recimo, no, tole, orodje, pa prej vidim, ne, kakšno je to orodje, pa slika, in to potem lahko tudi dodam. Zdaj dodam to tako, da kliknem tukaj na strani izberi, ne, in recimo jaz bi to vprašanje želel dodati eno sliko, tako. Zdaj mislim, da se bo ta slika prikazala na vrh vprašanja, ne, se pravi, lahko je celo vprašanje tudi na to sliko vezano. Če bi pa jaz želel, ne, recimo, se zdaj izmišljujem, orodje, ne, orodje, pa dati na to stran eno sliko, tako,
moram pa sliko zbrati z računalnika, ne? Izberi slikovno datoteko. Mislim, da jo moram naložiti, tako ne bom tega zdaj delal, ker mislim, da ni potem naloženo na spletu. Tako? In recimo to so vprašanja, ki se imenujejo pari. To definitivno poznate, ne bomo toliko podrobno. Ne? Potem klikni na manjkajočo besedo, pomeni, ne, da jaz začnem. Ne? Tako kot Karantanija se je tudi, recimo, ne vem, Karniola, ne, pa pol spopadala z avari, vidite, zadeve vam ostanejo že vnešene, ko jih imate, potem date pa samo distraktorje, ne, zraven Karniola, pa lahko date še kaj drugega, pa še spodaj dve napačni besedi, tudi tukaj lahko dodate vsebino, lahko pa seveda pri vsakem vprašanju, kar je pa neobvezno, lahko dodate učencu namig, lahko mu recimo, ko ne bo dvakrat znal pravilno klikniti, mu recimo lahko napišete, ne vem, začne se na K, pa mu date mogoče še malo vislic, ne, takole, tako, no, se zdaj zmišljujem, imate pa tudi napredno možnost, ne, lahko vi vnesete, koliko časa mu date za razmislek, tega ponavadi ne naredim, no, priznam, ampak to vam zdaj kaže, mogoče pa do rekel, to je pa super, čas razmišljanja, se pravi, pri prvem napačnem poskusu, ko ne klikne pravilno, mu recimo lahko dam, ne vem, mu napišem, se zdaj zmišljujem, konča se na A, ne, tako država, Karniola, ne, to, in pa navodila pri drugem napačnem poskusu, mu dam pa že malo več, ne, mu dam pa že malo več črk in na ta način mu lahko, ne, pa smo tam, ne, diferenciacija je lahko to, pomoč učencu, ki prvič klikne napačno, drugič klikne napačno in potem mu je lažje. Ok, teh vprašanj je ogromno. Zdaj pa trditev na kartici. Vmes lahko vi tudi poznate izraz flashcards, definitivno, to so kartice, se veste, ne, pojem razlaga, odvisno od predmeta, uporabno za vse vrste. Tudi tukaj lahko vi date trditev, pa odgovor, ne. Lahko date mogoče samo trditev, pa nič odgovora, pa nima smisla ta kartica, ne. Je pa sicer tole neobvezno. Tukaj tudi lahko dodajate vsebino, vsebina pa je lahko dodana na način, da so to slike, ne, tako, večinoma slike, ne vem zdaj čisto točno, v glavnem preverite. Naslednja je recimo izbiraj med več besedili, tako, pa imamo vprašanje, pravilen odgovor, nepravilen, multiple choice, ne, nam zdaj dolgo vezu. Potem pravilno, napačno, nazadnje smo reševali, to je celo še prevedeno, prav narobe, včasih se vam bo znalo narediti, recimo tudi, ko boste v razredu reševali, upam, da čim prej, ne, da bodo učenci imeli napisan true pa false, ne. Moji včasih sploh ne ugotovijo, no. True pa false jim je tako znano, da ne delajo razlik, če jim piše prav, kliknejo prav, če jim piše true, kliknejo tisti in to. Se pravi, trditev, ne vem, v Karantaniji po priključitvi ne uvedejo feudalizma, če malo na zgodovino spet navežem, ker imam to že vnešeno, pa dam prav, spet dam lahko čas razmišljanja, spet dam lahko navodila ob drugem poskusu, spet lahko dodam vsebino. En in ist kopit. Izbiraj med več slikami, tole je tudi fajn, ne, date vprašanje in morajo potem pravilno sliko zbrati, mogoče spet za nižjo triado, pa pri meni recimo je to pri zgodovini bilo, da so morali zbrati pravilno obliko lobanje za najstarejšo najdbo človeka. Spet čas za razmišljanje, spet namig, pa spet kakšno vsebino. Tole je zdaj malo naroden prevod, ne, tukaj mora biti pravilna slika, ne, right picture, očitno sem jaz takrat sem prevajal, ko nisem videl sploh, kam se bo to preslikalo. Napačna, v glavnem 3 slike, pred tem morajo biti slike dodane. Ok. Zdaj pa poslušaj besedo, vnesi prevod, razvrsti. Tole imam jaz zelo rad, ne, predvsem pri mojem predmetu ali pa pri jezikih recimo, ne, ko je treba sestaviti pravilno poved. Pri tej vrsti vprašanja, razvrščanje, vas opozarjam, da mogoče na jabčkih, ne, na jabolkih, Apple ne bo delalo tako kot more, smo preizkusili na naših tablicah in ugotovili, da dela, če imate na Apple naložen Google Chrome. Tako, ne delam nič reklame, ampak
te Google Chrome potem to omogočal. Safariju pa pač jim ni šlo. No. Ne vem, zakaj, jaz sem pisal razvijalcu in mi ni odgovoril, oziroma je rekel, da še nekaj preizkuša, oziroma da bo stvar uredil, lahko pa da zdaj dela, pa mi ni bilo že nekaj časa v šoli, pa ne vem. Tole, kot sem že prej omenil, vse za jezike, PopChat se ne bi nekaj važnega delal, ker nimam pojma. Video se lahko doda, video URL, tudi lahko naštimate, kdaj se video začne, kdaj se video konča, to se zdaj kar z vami učim, potem vprašanje se doda in vidite, video. Mislim pa, nisem čisto prepričan, video mora biti iz TeacherTube, ne z YouTube, ampak z TeacherTube, tako da veste, da če ne bo z TeacherTube, upam, da poznate TeacherTube, ne, to je v bistvu YouTube za teacher, ne, za učitelje, tako da tam poiščete videe, ne, lahko si jih pa tudi naložite, če želite, praktično tudi prestavite, ne, zdaj sem mal na eno oko zamižal. V glavnem, zdaj pa nekdo rekel, zdaj moram pa vsako vprašanje posebej klikati, da bom naredil pare, pa vnesti, pa zapreti. Ja, tudi zato je avtor poskrbel. Tako, mal pogledati še v chat, če je vse v redu, ok. Takole, v redu, ok, nimam nobenih zadev, ok. Tako, zdaj, mogoče, kot sem rekel, se je kdo vprašal, pa bo rekel, ja, vprašanja moram zdaj vsakič klikati. Ja, lahko pa se poslušate tudi nekaj, kar še sploh ni prevedeno, kar je bolj novo, bulk create questions. A vidite, tisto, kar sem vam jaz prej kazal tukaj na seznamu, kaj vse je treba klikati, lahko tukaj z enim klikom izberete eno vrsto vprašanja, recimo, pa bomo rekli, ne vem, dajmo, multiple choice, ne, in vidite, tukaj noter se meni potem odpre ogromno kvadratkov, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 vprašanj lahko jaz na hitro vnesem, ne, vprašanje, odgovor. Se pravi, tukaj zdaj nimam možnost dodajati slike, tukaj nimam možnost dodajati kakšnega gradiva, nič bat, če ste tukaj vprašanje kreirali, ga lahko potem individualno tudi olepšate oziroma opremite s čim drugim, ne. Isto velja za matching pairs, ne, takole vprašanje, ne, zastavite potem pari, isto velja za, recimo, razvrstitev, ne, postavke 1, 2, 3, 4, vprašanje in razvrsti v pravilni vrstni red, v glavnem za vse. Glejte, type the missing word, isto ta beseda, manjkajoča beseda, konec oka. Opozarjam vas, da ta vrsta vprašanj sploh ni lahka. Ko morajo napisati pravilen odgovor, mora biti zdaj pravilno tudi sklanjan, ne, če glagol mora biti spregan, ampak ponavadi z glagolom nadam, ker iščem pač besede, ne. Tako da tu bodite pozorni, pa prosim vas, ne dajati kakšnih ločil, ne, tla v rešitev. Saj veste, učenci včasih, računalnik je zelo tečen, ne, in ne vem, recimo, da bo tla odgovor karniola, pa da boste dali tukaj zdaj manjkajočo besedo vejco, ne, takole, da boste dali noter vejco, bo mogel učenec vejco napisati oziroma jo klikati oziroma natipkati, do tega časa mu sistem ne bo zaznal pravilnega odgovora. Ok, to so zdaj vse zadeve, ki jih lahko na hitrco dodajamo. Tudi true pa false, vidite, naredate trditev, označite prav, narobe, spet drugo, tretjo, 10, to imate zelo hiter narejen kviz, ne. Že nazadnje sem vam omenil, da ponavadi je tako kvize fajn sestavljati za 12 vprašanj, pravijo, ne, znanstveniki, 12, 15 vprašanj. Moram priznati, da imam jaz tudi kakšna vprašanja vmes, ko imajo kakšne zbirke vprašanj, ko imajo po 70 vprašanj, to imam pa recimo z razlogom, ne. Za NPZ smo se pripravljali, pa sem mogel dati več obdobij naenkrat in sem kar malo razpotegnil vprašanja, ne. Pa nič bat, se kar hitro rešijo. Zdaj, možnost, kot ste videli, je tudi, da se vprašanja lahko uvozi. Se pravi, prenos predloge CSV, pošiljanje CSV, jaz vam priznam, da tega še nisem delal. Lahko si pa dol potegnete CSV predlogo, ponavadi vam to odpre v Excelu. V Excelu naredite vprašanja ali pa copy-paste iz že obstoječih zadev. Če jih imate, sledite tam navodilom, potem pa samo gor naložite in sistem vam bo vsa ta vprašanja potem tudi
naložil. Ena zelo dobra stvar je pa merge questions. Mnogi izmed vas ste se sigurno vprašali, ali se boste pa trenutno zdaj, ko me poslušate, pa ste rekli, ja, sej, ne, jaz sem pa naredil zdaj 10 vrst vprašanj, zdaj hočem narediti pa eno kontrolno nalogo ali pa en test, zdaj mogo pa vse še enkrat pisati. Ni res. Ni res. Vi lahko iz obstoječih vaših vprašanj in tukaj, vidite, jaz vidim veliko prednost napram drugim orodjem, vi lahko iz obstoječih vprašanj, bom pokazal recimo, jaz bi želel pri učencih preveriti 19. stoletje. Pa sem v zadnjem času, ki je to bolj zadnja tema, tudi te kvize naredil. Ok, Slovensko narodno gibanje, takole, pa jaz pogledam zdaj, standardi znanja, to jih imam pač v glav, to sem jaz tako sestavljal, pa bom rekel, nazadnje tole vprašanje, pa tole vprašanje, pa tega le želim, pa se ne spomnim sploh, ko sem jaz pri vprašanju delal, pa ga lahko kliknem na predogled, pa ga celo vidim, kakšno je vprašanje, ga učenci vidijo, tole je bilo pa zanimivo dati, in bom jaz to vse iz različnih kvizov zbral. In bom tukaj spodaj kliknil na Add Selected Question to Question Collection, kar pomeni, da bom jaz zdaj s tem kliknil, vidite, tako, in sem dodal v zbirko vprašanj. Pa če me zdaj vprašate, v katero zbirko vprašanj, ne vem točno, ampak v glavnem, iz vseh teh kvizov vi lahko iz 10 različnih kvizov izberete po par vprašanj in hkrati lahko iz tega ven potem tudi sestavite magar test, Tako, zdaj knjižnica, upam, da sem tole dosti dovolj pojasnil, tole bo šlo, to se malo poigrate. Imate pa zbirke vprašanj, tukaj si lahko tudi vi vprašanja date kot priljubljene zbirke, kot zbirke mojih kolegov, pa še neki, tudi to vam določene stvari ne ponujejo. A vi veste, ko enkrat vnesete učence v sistem, lahko tudi učenci kreirajo svoja vprašanja. A ni to fajn? Učenci lahko delajo kvize. Jaz mislim, da vse na enem mestu je super to najti, Brez da vem, kakšne linke vam pošiljali, Zdaj pa knjižnica vsebin vezanih na vprašanja, to je pa tisto, kar sem prej povedal, Lahko si dodajamo med, ko delamo vprašanje, tako, ko delamo vprašanje, si lahko potem mi te zadeve dodamo tukaj, uredi, pa potem dodaj vsebino. Lahko si pa jaz knjižico vsebin vezanih na vprašanje že vse vnaprej pripravim, Tako, pa dam nova vsebina vezana na vprašanja, tukaj imam pa več možnosti, vidite. Jaz lahko dodam zdaj v vsak kviz, naj pogledam zdaj, koliko je ura, pol urce, lahko dodam besedilo, tako, besedilo, vidite, jaz lahko tukaj napišem besedilo, seveda ga bom dal copy-paste, če imam že narejenega, nam šlo zdaj z Worda sem pretipkavati, lahko ga tudi malce oblikujem, tako, predogled imam spodaj, v glavnem besedilo, ki je vezano na vprašanje, potem lahko dodam sliko, seveda ne preko URL-ja, preko spleta, ampak lahko dodam vprašanje, oziroma, jaz sem šel malo na chat pogledati, lahko dodam k vprašanju sliko, ki imam naloženo na mojem računalniku. Tako, to nam zdaj kazal, to ste vsi vešči, jaz verjamem, da vam bo tole čisto lepo šlo. Potem lahko dodam audio, lahko dodam zvočno datoteko, jaz lahko praktično tukaj posnamem sam sebe, In lahko recimo, nam se zdaj minuto snemu, ker ta vprašanja so kar dokaj hitra, ne vem, 15-20 sekund, za jezike recimo super zadeva, tudi slušno razumevanje se lahko grem, ali pa tudi pri drugih predmetih, se vemo, zvočna datoteka povsod lahko pride prav. Tako, lahko pa dodam tudi video, prav sem imel, lahko uporabiš video posnetke iz SchoolTube povezava ali TeacherTube. TeacherTube, tako. In preprosto greš na TeacherTube, tam kopiraš povezavo do videa in tukaj daš potem naslov videa, katerega boš uporabil oziroma uporabila. Tukaj spodaj damo pa lahko celo, če se spoznate kaj na embed kode, lahko celo tam embed kodo kopirate in jo date sem. Tudi z YouTubea sem probal, pa ni šlo. Bom avtorju pisal, zakaj, jaz mislim, da zaradi avtorskih pravic oziroma, vse veste, kako to gre.
Sveta vladar. Ok, zapri, dodam zraven, se pravi še video, to je to. Potem imam pa naslednjo zadevo, ki so oznake. Tukaj pa jaz lahko iščem tista vprašanja, ki sem jih prej shranil pod neko oznako. Recimo, ne vem, da bi jaz imel več predmetov, pa bi označeval zgodovina, nemščina, priznam, kot vidite, nimam jih, jaz tega nisem delal, ker jih kar najdem tam v iskalniku. Tako da zaenkrat tega še nimam, mogoče kasneje ali pa nikoli. Prosojnice, tu pa je možno dodati tudi prosojnice. Zdaj niso to zadeve PowerPoint in kaj podobnega, mi moramo to zbirko prosojnic ustvariti, ne? Ustvariti, dodati slike, ustvari, ne, poimenovati. Jaz imam že en primer, vidite, tudi jaz ne delam tega čist posebej, jaz dam kakšno slikovno gradivo in je to to. Tukaj zraven imam zdaj za preimenovati prosojnice, prikaži. Tako, lahko dodam prosojnico. In kaj je zdaj ta prosojnica, ne? Nič drugega kot ena slikovna datoteka, ki jo nalagam gor. Opozarjam vas, da Udlu zna občasno sam zaznati, ali je slika zaščitena in vam lahko občasno tudi napiše, ta slika se ne bo naložila, ker ima pač avtorske pravice. Takole, da se malo vrnem. Ok, v redu. Vprašanja, ok, v redu. Ni nič kaj groznih posebnosti, tako da bom kar nadaljeval. V redu. Prosojnice, se pravi, to je to, dodam. Ok, zdaj sem bil še na vprašanjih, mamičke, moram pohiteti. To je bila zdaj nadzorna plošča. Jaz sem vam zdaj pokazal vsebina in igre. Seveda pa vsebina in igre sploh nimata pomena, če vi nimate dodanih učencev. Zato je treba dodati skupine. Zdaj skupine se doda tako, da se jih lahko ustvari, tako, ne, ustvari skupino, pa mi je spet to poimenoval Rokus. Zdaj vas vseh ne bom dodal. Takole Rokus. No, vidite, zdaj jaz to skupino sem dodal in se imenuje Rokus. Pa bo definitivno kdo rekel, ja, zdaj, veste, jaz imam pa veliko učencev, zdaj vsakega učenca posebej dodajati v skupino, ne bi, je preveč dela, res je, priznam, avtor se je znajdu in to je klic v sili, kar vam kažem, ne? Dodaj učenca v skupino je klic v sili. Če se ne bo učenec znal prijaviti, ne, pa ga vi ročno vneste, tudi vi mu lahko geslo spreminjate, vi ga lahko dodate, odstranite, lahko tudi s pomočjo predloge, lahko pa potegnete dol datoteko, dodate učence in določite gesla in jih potem samo gor naložite, uploadate, ne, tudi ta zadeva tukaj dela, ne. Učence se da elegantno, prosim vas, da te kode ne devate naprej, to vam zdaj javno kažem, ampak ni to zdaj za okrog pošiljati, ni to nobena skrivnost, niti podrazno ne, ampak hočem vam povedati, da ta koda je, kako bi se izrazil, zdaj imam pa en angleški izraz, je ena koda, samo ta koda za skupino, ki se imenuje Rokus, edinstvena. EZ66, se pravi, jaz učencem rečem, koda je EZ66, prosim učenec, da greš na odlu.org, si ustvariš račun, vneseš EZ66 in boš pristal v moji skupini. Se pravi, če bi jaz zdaj nekoga od vas prosil, pa tega ne bom trenutno naredil, lahko se pa kasneje, ko bo webinar končan, prijavite v mojo skupino, to pa lahko naredite mirne volje, in se prijavite in vneste EZ66, takole. Se pravi, na odlu.org pa se prijavite kot učenci, pa sprobite, sej bom jaz zasledil. Ko si ustvariš račun in vneseš kodo, jih sistem samodejno doda v skupino. Vsak učenec se je, jaz pravim, v teh časih se je vsak učenec sposoben vpisati v sistem. Imam prav? Jaz upam, da imam. Če ne ga pa sami dodajte, samo to je pa potem več dela. Zdaj, ustvari skupino sem dal, ali pa pridruži se skupini, ne? No, to je pa to. Pridruži se skupini, dodeli sledečo učiteljevo kodo učiteljem. Vi lahko učitelju
date kodo in se tudi on oziroma ona vključi k vam v vaš tim in vi praktično lahko delate skupaj. Tako. Zdaj, kar se skupin tiče, jaz ne bi veliko razlagal. Jaz lahko tudi skupino urejam, ne, recimo, ne vem, pa bom šel na eno skupino, pa da nam preveč podatkov zdaj izdal, tole skupina je neaktivna, v redu, recimo, takole, da vam približno malo pokažem, ne. To je moje uporabniško ime, recimo tlele je bil pa učenec Ožbej, ki je imel takšno uporabniško ime in tudi potem določeno geslo. Ta skupina recimo je zaklenjena, ker je pretekla skupina. Jaz bom to skupino recimo odklenil in bom rekel učencem, aha, vaša skupina je odklenjena in vi lahko tam potem rešujete kvize. Ok, v redu, tale skupine. Zdaj naslednja stvar je analitika. Že nazadnje sem vam pokazal, vi ste nazadnje reševali z mano kviz, pa sem jaz potem avtorju pisal, pa veste, kaj mi je avtor rekel? Ja, pri 79 se ustavil. Jaz mislim, da mi nazadnje smo se pri 79 ustavili, ne? Smo ugotovili, da smo pretiravali s takšno ogromno številko. Zdaj, analitika, tudi tukaj zgor imate, vidite, ni treba vedno nazaj hoditi na prvo stran pa nadzorna plošča. Analitika vam pove zelo veliko, zelo veliko. Mi smo nazadnje v torek reševali zadevo, sem vam tudi malo potem pokazal, da še enkrat malo ponavljam, če je kdo nov z nami. Vi ste nazadnje recimo rešili za 57%, pa recimo si bomo zbrali igralca, ok, pa dajmo R, lete, kako je R šibek, 27,7, ne. Kako je ta oseba reševala, to vse vidite, ne, kako je reševala, koliko časa je porabila za en odgovor, celo vsak odgovor posebej se da klikniti, ne. Enkrat je poskusil, reševal je, vidite, z računalnika, se vidi, iz kere naprave reševal, ne. To vam moram tudi omeniti, ne, da vmes, ko se učenci prijavljajo, jih tudi sistem opozori, da bodo tudi podatke puščali za sabo, ne, ampak a jih bo to uporabljali ali ne, vaša stvar, ne, je pa zanimivo včasih malo poklikati, ne, kdaj recimo je ta oseba to reševala, tako, kakšen je bil odgovor. Tako, in vsako vprašanje posebej imate vi, hkrati že tudi sistemsko analizo narejeno. Mi smo ugotovili, da je ta oseba, ki je to reševala, 57,8%, 57,8 sekund za eno vprašanje, kar je kar veliko, ne. Zdaj, vi lahko vprašanje rešujete na sistem, ki smo jih mi nazadnje, ne, na Quickfire, lahko pa rešujete tudi zadevo na način, da pač dodelite. Ok, takole, to je zdaj analitika. Malo pohitim. Nagrade, poglejte si nagrade. Jaz nagrad še nisem učencem dajal, ker jih lahko sam ustvaram, vidite. Jaz recimo lahko napišem, a vidite, kakšen primer je noter. Učenc dobi 10 minut dodatnega odmora, če recimo, ker oni s tem, ko rešujejo kvize, osvajajo tako imenovane udlije. Njihovi cekini se imenujejo udli. In ko oni te udlije osvajajo, lahko dobijo tudi nagrado. Recimo, da bi jaz zdaj, ne vem, določil eno nagrado, pa prav zberem to nagrado za Rokus, vidite tukaj spodaj, in bo ta skupina Rokus pri 200-ih, ne, ali pa 100-ih udljih, ko bodo veliko reševali, dobili takšno nagrado. Tudi zelo recimo dobrodošlo, ne, mogoče na spodnji stopni, ne, našega sistema, ampak verjamete mi, tudi starejši so veseli nagrad. Učenci. Nadzorna plošča, tako, nagrade, potem other stuff, še jaz točno ne vem, kaj vse je noter. Vam pa kažem premium verzijo tega programa. Včasih, potem so mi pa tudi znali pisati, pa so rekli, ja, sej sem šla naslednji dan na vaš udlu, ne, pa nisem imela tega, pa nisem imel tega, ne. Zna se zgoditi, jaz imam premium verzijo, no, to, ko sem pač pomagal malo s temi prevodi itd. In mi je avtor dal premium, ste pa videli, da je pač $1 na mesec, kot da ne bo kakšne panike. Je pa že free varianta zelo bogata. Ok, zdaj pa podpora. Tukaj imate tisto, kar vam jaz zdaj razlagam v angleščini veliko. Jaz sem se tudi z tega dosti naučil, sam se večinoma učim, no, včasih si pa tudi kakšen video posnetek pogledam, tako da podpora za udlo je super. Spodaj imate, vidite, celo znanost okrog udluja, delovna skupina obstaja, spletni dnevnik, Twitter, Facebook, Instagram nimajo,
zasebnost, piškotki, podpora, pišite jim, vprašajte jih, tukaj imate recimo pa navodila, ne? Kako udlje resetirati, kako editirati oziroma učence spreminjati, kakšne ta gesla itd. V glavnem noro veliko stvari, če mene vprašate. Nadzorna plošča, tako, to je bila zdaj podpora. Aha, še to, ne, to vam moram pa sploh pokazati, ne, brez tega pa nič ni, ne. Zdaj ste videli, ne, recimo jaz sem danes ustvaril kviz Rokus, pa ta kviz je prazen, ne. Preden vi date ta kviz naprej, si ga lahko ogledate, ogled podrobnosti, kako je ta kviz sestavljen. Aha, no vidite, tista vprašanja, ki sem jih prej dal, sem jih klikal iz ene zbirke vprašanj, so zdaj pod Rokusom, ja. Predogled sem že pokazal. V glavnem, lahko greste na predogled, pa prej pogledate, kakšne so. Lahko celo to zbirko vprašanj podvojite, pa recimo čisto malo spremenite, pa je spet drugačna zadeva. Jih dodate med priljubljene. To je zelo pomembno, ne oznaka. Pomembno je, komu ga jaz dodelim. A vidite? In tu notri se skriva bistvo današnjega mojega webinarja. Orodja so večinoma namenjena formativnem spremljanju učencev. Udlu vam omogoča pa tudi sumativno. Definitivno se bo kdo izmed vas pojavil oziroma bo rekel, ja, sej vem, ne, ampak to so pa vprašanja, ne vem, kakšne taksonomske stopnje, nižje, pa samo za preverjanje. Res je, jaz se strinjam s tem, kar mi je že nekdo recimo enkrat povedal, ampak za popestriti, za kakšno ocenjevanje, pa v teh časih, v katerih smo, jaz ne vidim problema, ne. Zdaj recimo, ne, to sem že nazadnje malo povedal, tisti, ki ste bili z mano, ste to že videli, no recimo, jaz imam zdaj skupino Rokus, noter so prijavljeni učenci in jaz z učenci, ki sem že prej napovedal, ne, preverjanje znanja pravi, pred, med pa po. Pred jaz lahko delam, jaz lahko ta kviz rešujem z učenci pred začetkom učne snovi. Pa boste videli, da se tudi pojavijo učenci, ki že znajo. Bom spremljal, med tem, ko imam učno snov, bom spremljal, koliko učenci so napredovali, bom dobil pa povratno informacijo, koliko znajo po obravnavi učne snovi. In ko bom kot učitelj ugotovil, da znajo dovolj, bom lahko naredil sistem vprašanj in jim bom dal kot sumativno. Ta je pa praktično mišljena za oceno. Mogoče bo kdo rekel, ja, se formativnega tega kvizov pa tega ne ocenjujemo, res je, tle gre za učenčev napredek, ampak ko se gre pa za oceno, lahko pa dodelim. Zdaj, kakšna je razlika? Formativno spremljanje, tale tudi mačken moj naroden prevod je vse skupaj zliman, ukolikor učenec odgovori napačno, se jim poda usmeritve, tiste, ki sem prej kazal. Ukolikor trikrat odgovorijo nepravilno, se jim prikaže pravilen odgovor. Dodatne informacije imate tukaj napisane. Aha, zdaj to skočilo stran. Ok, v redu. Na nov zavihek, se pravi, zdaj pri formativnem, ne, če jaz zberem to vprašanje, ne morem pa oboje zbrati, ne. Formativno sem jaz uporabil za kvize, da smo se učili, delali, rastli, napredovali. Sumativno pa ne bo nobenih pomoči, nobenih usmeritev, takrat gre pa za res, si boste rekli, ne. In takrat imam jaz potem pravilni odgovori so samo šteti. Pa še to, če jaz kliknem njimi, ne, kako se pa zdaj izražam, njim sumativno kviz, pomeni, da bodo oni reševali na ta način, da se jim ne bo nič prikazovalo. Se pravi, povratna informacija leti samo k meni. Zdaj, na kakšne vrste v kakšnih oblikah lahko učenci igrajo vprašanja, sem že nazadnje tudi malo pokazal, ne. Zdaj, če se gremo mi razredno uro, to vam iz izkušenj povem, to je, ko bi jih zbudil, pa nam rekel, da zdaj moji učenci med uro spijo, delč od tega, ampak ko zagledajo tale quick fire, ne, ko jaz tole poženem, ne, to je ur nebes, levo, desno, tablice, potem računalnike nimamo, oziroma imamo računalniško učilnico, ampak ponavadi imajo s sabo, telefone dovolim, potem to damo mi gor in to začnemo reševati. To je ta razredna igra, to je ta igra, katero tudi jaz osebno zdaj v času
v katerem smo, ne, uporabljam za delo nadaljavo, ker na ta način jih spremljam. Ker nimamo vseh učencev vnešenih v sistem, delč od tega, razmišljam, da jih bo potrebno, ne, glede na to, če se bo to nadaljevalo. To je razredna igra, ki lahko potem jaz tukaj izberem, ne, da vprašanja se vsakič razporedijo na novo, ampak to smo že nazadnje delali, poglejte si posnetek za nazaj. Učenci pa lahko igrajo vprašanja na različne načine. Priznam, no, kot učitelj tudi, pa tudi, če bi bil jaz v vlogi učenca, ne, recimo devetošolca, da ne vem, punce po mojem ne bi zdaj med igro oblečevale še vedno punčk, ne, mogoče bi pa vsi igrali zid mehurčkov, to jim je pa bomba igra, ne, ali pa kakšne pametne lubenice, že nazadnje sem omenil, otroci opažam, da čez dalje več igrajo igrce za nazaj, ne, tiste starejše. Se pravi, moj kviz, ki sem ga jaz naredil, to je en kviz, oni lahko igrajo na vse te načine, karkoli bodo klikali, bodo šli čez vprašanja. Hitra igra je pa res zelo hitra, tukaj pa sistem sam zbere 10 vprašanj. Tudi če vi date 25 vprašanj, bo sistem določil 10 in lahko potem tudi meriš svoj napredek. Zdaj, vi bi pa včasih, zdaj pa sploh v teh časih smo, bi vi delili igro, tako da ne bi zdaj učencev, verjamem, opisovali, pa jim ne bi pošiljali kode, pa jih ne bi ročno vnašali, ker boste potem imeli preveč dela. Res je. Vi lahko vsak kviz, ki ste ga naredili, tudi javno delite. Klikneš na deli, takole, in samo tale majhen link, še kopirati parlep ni treba, klikneš na kopiraj povezavo in se je že shranilo v sistem in potem samo še prilepi. Če se znate s kodom pozabavati, lahko tudi kodo ustavite. To bo zdaj ta oblika, ne. Če bi vi želeli tale Rokus kviz, ok, to še nisem delal, ponavadi imam kar hitro igro. Recimo, jaz bi se želel zdaj, da moji učenci rešujejo prav vsi, sam pa nimam tukaj povratne informacije, to morate vedeti, ne. Nimam jo, se jo ne morem imeti, ker ni sistema zadaj. Ok? Aha, tukaj recimo Bubble Breakout, jaz želim prav to igro deliti z mojimi vprašanji. Isto kliknem na deli in dam kopiraj povezavo. In ko bi učenci tole klikali, bojo reševali to v obliki Bubble Breakout. Vi lahko te igre vse predtem sprobate oziroma preizkuste. Vmes mi bo kakšna ušla, se mi že je, ne, malo narečno, se ne bom upravičeval, to je pač del moje identitete. Tako. Vprašanje lahko tudi potem tukaj iščete, v glavnem, jaz mislim, da sem se praktično zdaj izpel. Če imate kakšna vprašanja, mi prosim od spodaj zastavite. Jaz sem mislil še kakšno orodje prikazati, da imamo še 10 minut. Jaz sem zdaj pripravljen na vaša vprašanja. Še pred tem, ko boste vi pisali vprašanja, pa bi vas želel še opomniti na tole. Definitivno ste se vmes vprašali, ja, a pa ta učitelj samo eno orodje uporablja? Ne. Čeprav priznam, sem pristaš, da se uporabljajo zadeve mogoče na enem mestu, pa da ni razdeljeno zdaj, ne vem, na prav faktorje, ne. En link, 2 linka, 3 linke, ampak trenutno še vsi smo, tudi jaz osebno sem v fazi, jaz še vedno iščem neko platformo, za katero bom rekel, wow, to je to. Nekaj sem jih že naštudiral, nekaj jih bom še, eno imam v rokavu, že tako rekoč, ampak je še ne reklamiram, ker nisem dosti suveren v njej, mogoče v naslednjih webinarjih. Zdaj bi vas pa želel opozoriti, to so pa tudi vsa orodja, ki jih jaz poznam. Ne poznam vseh orodij, zdaj ne vem 100%, delč od tega tudi Udluja ne, se še vedno učim, tako kot vi. Pa bi zdaj želel od vas izvedeti, ne, zdaj Quizzes, mogoče poznate, mogoče ne, Quizzes uporabljamo za kvize, logično. Edpuzzle je zadeva, kjer se uporablja video, pa se dodaja vprašanja. Zdaj nimam časa to kazati, bom na hitrco. GoFormative, meni osebno top stvar,
GoFormative je zadeva, kjer vi lahko praktično vaše teste, ki jih imate v Wordu ali PDF-ju, karkoli, naložite in še zdaj do konca junija vam omogočajo brezplačno uporabo, potem pa tudi ni grozno drago, da spremenite v obliko testa preko spleta. Jaz nameravam zdaj v mesecu juniju letos bi mogel pisati NPZ iz zgodovine in bom moj NPZ, za katerega sem dobil dostop danes preko spleta in bo do 15.6. zaprt, NPZ si bom dal dol in ga bom spremenil v elektronsko obliko. In na ta način se bom tudi izognil papirju, kopijam, stiku, preko spleta ga bomo reševali in bo zadeva v redu. Spiral, potem Flubaru, pa Googlovi obrazci. Flubaru sem že predstavljal dolgo let nazaj na eni konferenci, mislim, da je bila v Rimu. Malce pozabljen, ampak trenutno zame tudi spet zelo aktualen. Tukaj vam zdaj navajam orodja, da boste lahko še vi kakšno orodje sami naštudirali. Quizalize obljublja tudi možnost diferenciacije. Testmos, to sem dobil namig z Hrvaške, od kolegice. Potem Nearpod, tudi dobra zadeva za preverjanje znanja vmes. Pa Peer, se bom čuden izrazil. V glavnem Hruška, Deck, Nearpod, te dva sta zelo podobna. Nearpod pa PerDeck sta uporabna za, ko imamo mi slajde, da imamo vmes še vprašanja. Tudi zelo uporabno. Zdaj, da boste pa vi malce interaktivni, vas pa prosim, ker vas je spet veliko, da katero orodje bi želeli naslednjič spoznati. Takole. Upam, da se vidi. Zdaj pa prosim, da glasujete. Katero orodje bi vi želeli naslednjič spoznati? Pa se bom jaz na tole pripravil in vam bom podal informacijo. V redu. Zbiram odgovore, malo bom še počakal. Takole. Ja, jaz mislim, da že imamo evrovizijskega zmagovalca. Se mi je kar zdelo. Pa še maja smo, ne? Tako. Ok. V redu. Podpora raste. Se ni rečen, da pa tudi drugih orodij ne bi pa naslednjič predstavil, ne? Sem pa že tudi razmišljal, za vas bi kakšne video vodnike posnel, pa jih na YouTube objavil. Sicer jih tudi objavljam na eTwinning Slovenija, imam jaz tudi svoje video vodnike za mednarodno sodelovanje. Tako. Ok. V redu. A boste še glasovali? Pa potem jaz tole počas zaključim, saj mislim, da kar se je nabralo. Moram povedati, da ste zelo hitri. Ko tole gledam, sem presenečen, kakšna hitrost je na vaši strani. Meni pa tudi rastejo zadeve. Ok, bom dal zdaj end voting. Ok. V redu. A vi vidite zdaj rezultate? Bom tole pogledal na public. Ok. Očitno jih vidite, ne? Ok. Ja, nič, jaz vam sporočam, da ste si izbrali orodje, ki se imenuje GoFormative. Ja, obljubim. Naslednji teden ga imamo za celo uro, zelo počasi, z navodili in upam, da vas prepričam oziroma boste videli v njem dodano vrednost. Je pa zelo fajn orodje, tako. Ok, da se zdaj vrnem nazaj. Hvala, ste glasovali. Ja, prišli smo do konca, ne? Imamo še 5 minut, jaz sem pripravljen tudi še kakšno minuto podaljšati, ni problema. Pa bi zdaj šel jaz na tolo obliko, če sem tole prav prej razumel. Ok. Takole. Imam zdaj tukaj zgoraj chat. Aha.
Jaz upam, da je bilo v redu. Bi pa prosil, da se prijavite za naslednjič. Tukaj pa prosim za pomoč. Upam, da to bo potem na koncu, ne, če se ne motim. V glavnem, boste dobili povezavo za naslednjič. Takole. Če imate kakšno vprašanje, če bi bilo kje za spostaviti. V redu, hvala. Upam, da sem dosti nazorno predstavil. Se vam zahvaljujem. Ok. Aha, vidim tale eno vprašanje. Nekdo bi rad pogledal, kako izgleda za mehurčke. Ja, bom pokazal. Screen sharing, open in browser, samo malo zavihek, ok, odlo, grem nazaj. Vam pokažem zdaj mehurčke. Upam, da se vidi. Recimo, pa gremo na politične spremembe v drugi polovici. Takole na mehurčke. Recimo, da bi jaz takole igral, ne? Tako, how to play, pa da ne boste mislili, da jaz te igrice igram. Sem še v smešu. Navodila, move the pedal, ja, ok, left pa right, začetek, ok. Kaj so dežele v avstrijskem cesarstvu pod Francom Jožefom z novo ustavo pridobile? Ok, v redu, bom kliknil tole, pravilno sem, aha, vidite, in vmes, ko pravilno reši vprašanje, mu sistem da možnost, sam sistem izbere, ali mu bo dal možnost igrati, če mu napiše no play, more potem odgovoriti tako. Kraljevina Italija, prostovoljne čete, tako, gibanje, pijemo celica, ok, recimo, da je bilo tole zdaj kaj tudi narobe, aha, tako. Ja, zdaj pa ne bo, ne, v redu. Pri združevanju Nemčije se je uresničil malo nemški načrt. Preveri odgovor, no, dej. No, vidite, zdaj pa sploh ne znam jaz tole igrati, levo, desno. V glavnem, vmes, ko sistem da možnost, potem lahko tudi učenec igra. Tako, en je hotel med babelse. V redu. Kako lahko zbirko vprašanj izbrišeš? Jaz priznam, da trenutno nisem še nič brisal. Bom pa tudi te zadeve pokazal. Samo malo. Takole. Odlo. Če imam jaz vprašanje, jaz res nisem še nič brisal, ne. Nimam namena brisati. Ok, se pravi, da bi jaz želel zbrisati tole roko, ki sem danes naredil. Uredi. Tako. Uredi. In pa... Jaz pa mislim, da se ne da brisati. Nimam pojma. Sploh ne vem, kako bi jaz to brisal. Dejanja uredi po dvoji. Ne vem, če bi tukaj kaj pod urejanje dal. Ne vem. Jaz mislim, da se jih ne da brisati. Ne bom pa trdil. V redu. En primer izgovorjava ali zvok. Ok. Lahko zbirke vprašanj prenesem v Odlu iz Arnesove spletne. Ne bom trdil, ne vem. Če se bodo vprašanja izvozila, takšna, da bodo Odluju ustrezala iz v tisto datoteko Excelovo, potem jaz ne vidim problema. Zdaj pa direkt, pa mislim, da ne bi šlo, ne. Mislim, da Arnes pa Odlu nista povezana. Tako. Še kakšno vprašanje? Piše odstrani vprašanje, v redu, piše, mogoče sem pa spregledal. Matematični znaki, mislim, da jih bi mogel sistem podpirati. Bi jih mogel, ja. To, kar sami preverite. V redu. Ura je 9. Jaz se vam zahvaljujem za udeležbo na današnjem webinarju. Upam, da je bilo v redu. Ne pozabite na koncu, ko boste zaprli, napisati, mi dati oceno,
pa oceniti webinar. Jaz tudi komentarje preberem, sem vesel vsakega komentarja. Imate pa še 4 minute časa tukaj zgori, da se prijavite na naslednji webinar. Tako da ste vabljeni tudi na naslednje webinarje. Jaz vam pa obljubim, do naslednjič vam pripravim Go formativ. Tako. Prijave rastejo, super. Malenkost, tudi vam hvala, da ste se udeležili. Zadnjič ste se prijavljali za tega. Jaz verjamem, da tudi boste nekje v sistemu in bo zadeva prišla do vas. Sicer pa ste na mailing listah, pa vas bodo tudi z založbe obvestili, da se pripravlja naslednji webinar. In boste dobili pošto, Pa pejte pod vsiljeno pošto, včasih se tudi ta zgubi, pa je treba tam potem se prijaviti. Zadnjič obrazec za vse, če ste se pa že zadnjič za vse datume prijavili, pa mislim, da ste v sistemu nič bati. Bom pa z vami spet naslednji torek ob 8. Srečno tudi vam v prihodnjem tednu. Hvala še enkrat, ste se udeležili. Pa se vidimo. Tako, imate še skoraj 3 minute odprto, da se prijavite za naslednjič. Posnetek definitivno dobite. Z vami delim tudi moj PowerPoint. Z vami delim tudi v PowerPointu še povezavo do enega drugega PowerPointa, kjer imate navodila s puščicam. Tako. Boste imeli tam. PPT dobite na mail ali ga boste dobili pa tam potem, hvala za udeležbo na webinarju, pa imate zraven link, predstavitev se nahaja tukaj. Da bi vam želel pa lahko noč. In pa lepo se imejte, veliko se smejte, radi se imejte. Tako. Nasvidenje, adijo, lahko noč.